Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skritem. In tvoj oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo. Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Če je namreč luč, ki je v tebi, tema, kako velika je tema. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot oni? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo.
Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani, saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.